govoril o Sloveniji. In sicer v šolskih klopeh smo se namreč učili, da obstajajo naši predniki, ki so Slovani. Pa me zanima sedaj, če nam lahko malo več o tem poveš, se pravi, kako si prišel do tega spoznanja oziroma kaj je v bistvu indoktrinacija oziroma napačna narativa tega izraza Slovani. Ja, bom se jaz odvrnil najprej malo v šolo. Začetek je ravno tam. Jaz sem bil kot otrok, sem zelo rad bral. In mislim, da je bil četrti razred, ko sem prebral knjigo Frana Soliškega Finšgarja Pod svobodnim soncem, kar smo večinoma vsi to knjigo brali, po mojem, saj kdaj nima veze. Ampak jaz sem potem to knjigo še večkrat prebral, ker pač mi je bila všeč in me zanimala in sem jo z veseljem prebiral. In tej knjigi namreč je govora o naših prednikih v Sloveniji. Ne o Slovanih, o Sloveniji. In pa anti so še zraven, ampak naši direktni, neposredni predniki so Sloveni. In poznaje v šoli smo se potem učili seveda o prednikih Slovanih. In takrat meni zadeva ni bila najbolj jasna. Kaj zdaj? Zakaj gre? So zdaj naši predniki Sloveniji ali so Slovani? Ali kdo? Ali kaj je to zdaj? Vse v bistvu ni velika razlika v samem imenu, je v bistvu samo ena črka, ampak ni pa enako. In zakaj je ta razlika sploh nastala? Jaz seveda takrat kot otrok nisem spuščal v neke podrobnosti glede tega, ampak pozneje me je to vprašanje spet začelo na nek način mučiti in me tudi vedno bolj zanimati. In ko sem mislim, da je 15 let tega, 29, tako, vse je to štima, sem urejal knjigo ruskega avtora Jurija Ivanoviča Venelina, ki ima naslov v slovenščini Starodavni današnji Slovenci. Sem spet naletel na to zadevo, oziroma to vprašanje. Izvirni ruski naslov knjige je namreč Drevnje in Nješnje Slovene, oziroma Sloveni. In to pomeni, da je Rus Venelin v prvi polovici 19. stoletja za Slovence, prav Slovence, ne za nekoga drugega, ne vem, Čehe, Bolgare, Srbe, kogarkoli, Poljake, je uporabljal ime Sloveni v ruščini. Medtem ko za druge Slovene, torej Slovene v širšem smislu, pa je uporabljal takrat že novo rusko ime Slavjani. Ker to ime tudi ni staro, je zelo mlado v primerjavi z imenom Sloveniji. Kako mlado, če lahko vprašam? Ja, v bistvu je iz 17. stoletja. Se pravi, zdaj, če gledamo realno, da je ime Sloveniji pa iz vsaj 8. 9. stoletja, je dejansko pa še starejše, je potem to razlika 1000 let med obema imenoma, recimo. No in takrat me je tudi na to zadevo Slovenci in Sloveni Slavjani opozorila prevajalka, profesorica ruščine Ana Bervar. Ona je namreč prevedla to knjigo Jurija Venelina. In bistvenega pomena pri tem pa je, da sta obe imeni, se pravi ime Sloveni in ime Slovenci, istovetni, oziroma gre za soimeni ali pa soznačnici. Sopomenki. Sopomenki, tako je. Ja, tudi tako lahko rečemo. In to dokazuje tudi pisanje Jurija Venelina v prvi polovici 19. stoletja, ampak to ni edini dokaz, pozneje bom še o tem kaj več povedal. No, zdaj pa, ker jaz uporabljam za svoje delo predvsem računalnik, logično, ker pišem, in to uporabljam slovensko različico programa Word, me je zmotilo takoj dejstvo, da če sem zapisal ime Sloveniji, mi je ta slovenska različica programa Word javila, da gre za napako. Kak napako, če je to naše ime. In sem se začel spraševati, kako je to mogoče in zakaj se to dogaja. Ker to, da ta različica programa Word javi napako, pomeni, da je nekdo moral zbrisati naše starodavno ime v tem Wordu, oziroma ga sploh ni vnesel v njega, drugače ne more biti napaka. Koga pa zdaj moti to naše starodavno izvirno zgodovinsko ime Sloveniji in zakaj je tako hudo, da se to sploh dogaja? To me je začelo potem zanimati in zakaj tega imena sploh ni v Wordovem slovarju.
Ob tem, da so pa različice, v tem istem slovarju, Wordovem, so pa različice Slovani, Slaveni in celo Slovini, kar je zelo redko se uporablja to ime Slovini, ne. Ampak so, Sloveni pa ne. No, to je en razlog. Drugi razlog, zakaj sem se lotil raziskave v zvezi s tem imenom, pa je bilo to, da nas v zadnjih 2, mogoče celo 3 desetletjih, se pravi nekako od leta 91 približno, nas vedno bolj prepričujejo, in zdaj, ko to govorim, imam v mislih znanstvenike, ne vem, ali zdaj ne dam narekovaj, ali kaj ne s tem naredim, celo akademike Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Oni nas namreč prepričujejo, da smo Slovenci mlad narod, ki je nastal šele okrog leta 1848, torej sredi 19. stoletja. In današnji predsednik SAZU-ja, torej te Akademije znanosti in umetnosti, doktor in profesor Peter Štih, zgodovinar, ki sodi dejansko tudi med vodilne promotorje te popolnoma neresjedne, da ne rečem lažnive teorije, niti hipoteza, mislim, kakšne teorije, niti hipoteza, to ni, ampak dobro. Dejstvo je, da s tem dobesedno zavajajo današnje rodove Slovencev, a hkrati jih pa delajo nesposobne preživetja v današnjem sodobnem globalnem svetu. Nimamo tega problema samo pri zgodovinarju ali pa zgodovinarjih, ampak imamo tudi na področju etnologije, narodoslovja oziroma antropologije. Tam je pa recimo to, kar je Štih pri zgodovinarjih, je tam podobna na narekovajih avtoriteta profesor dr. Božidar Jezernik. In oba dva nosilca te norosti imata svoj krog sodelavcev, ki vsi podpirajo protislovensko ideologijo in to dejansko počnejo v imenu znanosti ali pa pod krinko znanosti. Na vrh vsega pa so vsi še odlično plačani za slovenskim davkoplačevalskim denarjem. To je ta katastrofa in zaradi tega sem se jaz tega lotil. Ker je na primer ta Božidar Jezernik dobil za svojo skupino, ki je ugotavljala zadeve v zvezi z Slovenci in je uspela ugotoviti, da smo si mi besedo narod izposodili od Čehov, ker prej nismo poznali, čeprav v Beržinskih spomenikih je prisotna že beseda narod in Beržinski spomeniki so nedvomno slovensko besedilo, torej to norost, je ta krog znanstvenikov na čelu z Božidarjem Jezernikom od davkoplačevalcev dobil 1 milijon evrov. Da se mi lahko razumemo, kaj pomenijo te, ne vem, jaz bom rekel, odkrito, to so svinjarije, ki jih mi plačujemo. Oni pa nam uničujejo naše otroke z bedarijami in butastimi, lažnivimi, zavajajočimi trditvami. Ti ljudje nam razlagajo, da so bili naši predniki ves čas Slovani in da so govorili slovanski jezik in da je bilo recimo Štih trdi, da je bilo ustoličevanje na Koroškem, na Gosposvetskem polju v Svatnah, da je to potekalo v slovanskem jeziku. Vemo, da je potekalo v slovenskem jeziku, ampak on to iz slovenskega jezika naredil slovanski jezik. Zato, ker naj bi ti Slovenci sploh ne obstajali še takrat. To on trdi. In tako naj bi šele v 19. stoletju po trditvah teh znanstvenikov narekovajo nastali Slovenci in pa slovenski jezik. In oni celo trdijo, da Primož Trubar in protestanti, Dalmatin, Krelj, Bohorič, Znojilšek in tako dalje, da oni niso mislili Slovenci to, kar mislimo mi. Da je to nekaj čisto drugega, da to ima zveze z neko, mislim, da Makarovič, zveze z cerkvijo. Čeprav to nima nobene zveze s cerkvijo. Ampak to je to, take stvari nam razlagajo. In prej, ko sem povedal, da sem se z imenom ukvarjal že leta 2009, ko sem urejal knjigo Jurija Venelina, Starodavni naši Slovenci, sem takrat v imenu društva Hervardi na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri znanstveno-raziskovalnem centru SAZU poslal dopis, uradni dopis z vprašanjem, kdaj je v slovenščini znano ime Slovani. In odgovor je bil naslednji. Ponavljam, da je to odgovor znanstveno-raziskovalnega centra SAZU in sicer Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Odgovor pa je sledeč. Ime Slovani je bilo v slovenščini prvič zapisano, s tem pa tudi uporabljeno, v knjigi Janeza Nepomuka Primica z naslovom Nemško-slovenske branje
ki je šla v Gradcu leta 1813. Še enkrat pravim, 1813. Kaj za to dejstvo pomeni? Kaj je to? Ja, to, da so naši predniki Slovenci ali Sloveni, ki do leta 1813 nikoli niso slišali, kaj šele vedeli, kdo so Slovani. Preprosto ni bilo. Ne? In tisti, ki so po letu 1813 prebrali to Primičevo knjigo, pa so ime Slovani razumeli samo kot svoje ime ali so pomenko za Slovence. Namreč v knjigi je to poglavje, ki nosi naslov eno malo iz historije starih Slovanov ali Slovencov. Se pravi, stari Slovani so pojmovani enako kot Slovenci, ker gre za soznačnico, svoje ime, so pomenko. To je to. In pri slovenskih jezikoslovcih, pa bom samo par naštel, Ramovš, Kidrič, Bezlaj, Korošec, recimo, Rotar, pa tudi seveda drugih, ne? Da ne govorim še potem pred njimi, Miklošiča pa Kopitar, recimo, je jasno, da smo Slovenci prevzeli torej to ime Slovani v 19. stoletju in to od Čehov. In zadeva je popolnoma jasna. In sploh ni sporna. Ampak tega nam noben ne pove. Tega se v šoli noben ne uči. Mi nič ne vemo o tem. Naši ljudje, naši otroci, naši mladostniki mislijo, da so bili Slovani ne leta 1813, ko so dejansko se v slovenščini pojavili, oziroma rečemo temu z drugimi svetami, nastali, ampak so bili že v prvem tisočletju. Ni res, ni temu tako. Ne? In vemo namreč tudi naslednje, ne? Da so slovenski protestanti v 16. stoletju s Trubarjem na čelu, poleg Trubarja pa moram izpostaviti še slovenskega, torej še štajerskega Slovenca, katoliškega duhovnika, ne protestanta, Antola Vranca iz Ormoža, ki je v svojih knjigah pisal o Slovencih, pa o mojih ljubih Slovencih, enako ali pa podobno kot Trubar, in da so ti Slovenci takrat živeli v deželah Krajinska, Koroška, Štajerska, Istra, Goriška, Bezjaška. Ne? Torej, ti pisci so pisali o naših prednikih in nihče izmed njih pa ni pisal o Slovanih. Jaz se ni mogel, ker tega imena niso poznali in tega imena dejansko ni možno najti nobeni izmed tedanjih knjig, recimo v 16. stoletju. Danes nas pa prepričujejo, da so Slovenci nekaj novega, ne Slovani, Slovenci, da so Slovenci nekaj novega, mladega ime, ki naj bi nastalo ali pa se izoblikovalo šele sredi 19. stoletja. Kako? Če imamo čiste dokaze, jasne dokaze, če so ti, ko sem jih prej naštel, pisali Slovenci v 16. stoletju. To je 300 let razlike. Ne? In zapravi, tukaj nekaj absolutno ne drži. Ne? Ali pa, kot bi rekli, ne pije vode. Dejansko ne. Če Slovenci do leta 1813 nismo nikdar slišali za Slovane, potem je to ime v slovenščini nekaj popolnoma novega in je to ime mlado, dejansko, ne ime Slovenci. In ker je temu nesporno tako, sem prej povedal, kdo je tudi jasno zapisal, da je temu tako, potem Slovani nikakor niso mogli biti naši predniki, niti pred 300 leti, niti pred 500, niti pred 800, 1000 ali pa 1500 leti, enostavno niso mogli biti, ker nihče sploh ni vedel za nje. Ime je bilo neznano. In uporaba tega imena predstavlja tipičen anahronizem. Anahronizem pa je pojav, ko nekdo nek pojem iz drugega časa, iz drugega obdobja, iz drugega zgodovinskega obdobja, ali pa omike, se pravi omika je slovenska beseda za kulturo, napačno postavi v nek kontekst, ki mu nikakor ne pripada. In točno zato gre ravno pri uporabi pojma Slovan.